Za vse ženske, ki razmišljate o sprejetju islama, je ta video namenjen vam. Ker bomo danes predstavili resnične primere žensk, ki so del islamskega gibanja. Ki delijo, kako njihovo življenje v resnici izgleda, kako se v resnici počutijo. In iskreno, morda vas čaka nekaj presenečenj, a zagotovo vas čaka nekaj posebnega. Dobrodošli v oddaji Pushback, sem Ejraka, vaša voditeljica. Ne pozabite se naročiti in pritisniti na gumb za navdušenje. Zelo kmalu imamo razburljivo objavo, zato bodite pozorni. Poglejmo, kaj imajo ti ljudje za povedati. Kot da bi nas vsi želeli pomesti pod preprogo. Bratje sta nam v zadnjih nekaj tednih res dokazala, da nas bodo najverjetneje napadli naši lastni moški, bolj kot kdorkoli drug. Fant že na začetku ne gre dobro. In veš, česa sem res utrujena? Tako sem utrujena, da naše skupnosti bolj skrbi, kaj si o nas mislijo nemuslimani, kot pa kako trpijo naši lastni ljudje. Tako sem utrujena, da jih bolj skrbi, kaj bodo islamofobi mislili o tem, da vsak vikend stojijo na Speaker's Corner, kot pa to, kako trpijo njihove ženske v naših skupnostih. Povej nam več, ker to ne prihaja od nekoga od zunaj. To prihaja od nekoga znotraj, ki trdi, da njihove ženske trpijo, a nihče ne naredi ničesar glede tega, ker so bolj osredotočeni na spopadanje z islamofobijo. Ti bratje, da jih resnično bolj skrbi, kaj bodo islamofobi rekli o njih, kot pa to, da nam dovolijo spregovoriti o sranju, ki se dogaja v naših lastnih skupnostih. Tako sem utrujena od ljudi, ki pravijo, da nismo zatirane. Nismo zatirane. Muslimanke niso zatirane. Mi smo popolnoma zatirane. Fant. Mislim, da bo ta video postal res zelo vroč, ker ona trdi tisto, kar nas veliko že trdi, ampak mi pravimo, da smo zunanji opazovalci. Malo drugače je, ko to slišiš od nekoga, ki to govori iz same skupnosti. Mi smo popolnoma zatirani. Vsi smo v zablodi, vsi si lažemo, vsi se poskušamo prepričati, da smo tukaj vsi srečni, da smo vsi svobodni. Ne, nismo. Tako zelo smo zatirane, ne zaradi islama samega, ampak zaradi moških, ki uporabljajo vero za naše zatiranje. Torej, pogovorimo se o tem za trenutek, ker je to ena glavnih trditev, ki jih slišiš povsod. Ta, da ne smeš ničesar reči o, veste, islamu. Ne moreš posploševati kar počez. In rekla bi, da tudi mi ne posplošujemo kar počez, ker ne napadamo posebej idej. Mislim, čeprav to včasih počnemo, se v resnici bolj osredotočamo na dejanja teh ljudi. In ko nekdo iz skupnosti pride in reče nekaj v smislu, da smo zatirani, in ti moški ne ravnajo tako, kot bi morali. Mislim, da je to opozorilo za ljudi. Ker ja, morda berete knjige in jih napačno razlagate, ki žal ne govorijo vedno zelo lepih stvari. Ampak morda boste našli kakšen pameten način, da razložite, kako islam resnično ceni ženske. Vendar pa, kaj se v resnici dogaja na terenu? In mislim, da je to vprašanje, na katerega bi moralo odgovoriti več ljudi. Ta primer te ženske tukaj, ki je leta 2024 prestopila v islam in je potem leta 2026 o tem nekaj povedala, nam po mojem mnenju res veliko pove o tem, kar moramo vedeti. Preden pa gremo na to, pa še nekaj besed naših sponzorjev. Govorimo za trenutek o Medicare, ker ste verjetno izbrali načrt naključno, kar ni najboljša izbira za vas. In zato vam želim povedati o današnjih sponzorjih. Chapter. Chapter je drugačen. So neodvisni in so edini svetovalci za Medicare, ki primerjajo vse načrte, ki so na voljo po vsej državi, zdravnike, potrebe in prioritete, da najdejo tistega, ki vam najbolj ustreza. Njihovi svetovalci so plačani s fiksno plačo, tako da vam ne vsiljujejo določenih načrtov. Če ste že na pravem načrtu, vam bodo to povedali. Če pa niste, vam bodo pomagali zamenjati. Lani so starejši, ki so zamenjali načrt preko Chapter, v povprečju prihranili $1100. Klic je brezplačen, traja približno 20 minut in vam ali vašim staršem, starim staršem ter ljubljenim lahko prihrani veliko denarja in stresa. Zato pokličite Chapter na številko 610 680 37. To je 610 680 37. In začnite varčevati denar že zdaj. Prav, no, ni samo denar tisto, kar morate prihraniti. Morda boste želeli rešiti tudi sebe. Poglejmo si to žensko, potem pa se bomo vrnili in pregledali, kaj nam je povedala druga gospa. V islamu ni za obljube, dokler naju smrt ne loči.
Dragi moj, dogovoriva se za vse na svetu. Torej v bistvu pravi, lej, pri nas ni dokler naju smrt ne loči. V tem zakonu sem zavedno in ima pokrito glavo. Ojoj. Želim se mu jasno povedati, da se zahvaljujem vsem za vse. Prišla sem na policijsko postajo, da bi vložila prijavo proti njemu. In kot sem rekla, ima toliko poznanstev, da so na koncu aretirali mene. Sem v pridržalni celici, medtem ko govorimo. Tukaj sem prespala prejšnjo noč. On je vzel moje otroke. Vedela sem, da se bo to zgodilo. In vsega, česar sem se bala, se je zgodilo. Naredila sem vse, kar sem bila. Kako to, da zlorabljalec uide vsemu, ker ima denar? In jaz preprosto v islamu. Mi ne delamo tiltavda do zakonca. Ti videoposnetki se mi zdijo naravnost srce parajoči. Ta ženska, tako ponosna na se, poročila se bom, bla, bla, bla. In potem izve resnico o tem, kaj se v resnici dogaja. In želim si, da bi več žensk vedelo za to resnico. Zato je ta punca tukaj tako neverjetno pogumna, ker je spregovorila o tem, saj o tem nihče ne govori. In če bi začeli govoriti o tem, bi morda ljudje, ki razmišljajo, da bi se pridružili, vedeli več o tem, kaj se v resnici dogaja. In tako sem utrujena od tega, da vsi želijo to pomesti pod preprogo in se pretvarja, da se te stvari ne dogajajo, ker nas je strah, kako bo to videti pred islamofobi. Strah nas je, kako bomo izpadli. Veš kaj? Če bi tem moškim iz naše ume res bilo mar za to, kaj islamofobi mislijo o islamu, potem ne bi zlorabljali žensk v imenu islama. Ne bi utišali žensk z izrabo islama. Všeč mi je, kako je Ali Nizah poskušal vse skupaj obrniti, kot da zdaj vsi obrekujete mene. In zdaj so islamofobi to izkoristili kot priložnost za napad na islam. Ne, veš kaj, islamofobi so te samo videli takšnega, kot si v resnici. Vidijo muslimanske moške takšne, kot so v resnici. To je to. Da vidimo jih točno takšne, kot so. Ljudje, ki so pripravljeni zlorabiti svojo vero, če tako rečem. Ni pa to celotna zgodba, ker je njihova vera precej jasno določena glede tega, kaj jim je dovoljeno. Ampak ja, to vidimo. In želimo, da bi več ljudi to vedelo, še posebej ve dekleta, ki razmišljate, da bi morda postale del tega. Tako jih je strah, kako bodo videti. Tako jih je strah svoje podobe, kot muslimanskih moških, da jih ni mar. Želijo prikriti, želijo skriti, ne želijo, da govorimo. Želijo nas utišati. Nočejo govoriti o tem, kaj se dogaja v naših skupnostih, ker bi to pomenilo, da bi morali odpreti to razpravo. To pomeni, da islamofobi kažejo s prstom nanje in sprašujejo, kaj se dogaja v vaših skupnostih, zakaj se tako obnašate. Mislila sem, da vi ščitite svoje ženske. Mislila sem, da vi spoštujete svoje ženske. Kako je z vami? Vse je povezano z njihovo podobo. Gre samo za njihovo podobo, sploh jih ne zanima. Ne gre niti za podobo islama, gre za njihovo lastno podobo, za njihov ego. Mislim, vedno si želiš biti v razmerju z nekom, ki je tako egocentričen, da ni sposoben priznati, kaj je prav in kaj narobe, ker bi si kdo morda kaj mislil o njem. To je vedno dobra ideja. Tega sem tako utrujena. Biti v tej umi zdaj je kot biti v toksični družini, ker pravijo, veš, varuj podobo družine, pretvarjaj se, da se te stvari ne dogajajo. Ne dovoli, da kdo izve, tudi če to pomeni, da trpijo ljudje v gospodinjstvu. Hočemo se pretvarjati, da smo tukaj vsi srečni. Naše ženske so tukaj vse osvobojene, vsi smo, ne nismo. Mimogrede, to je del njihove verske vzgoje. Imenuje se takija, kar pomeni, da ti je dovoljeno lagati, da zaščitiš podobo islama. In si lahko predstavljaš, da se to kar malo zlorablja, ne samo pri ženskah. Ne nismo, ustrahujejo nas naši lastni moški. In pravzaprav upam, da to slišijo nemuslimani. Upam, da to slišijo islamofobi. Slišimo vas in vaše sporočilo bomo jasno in glasno razširili, mlada dama. Jasno in glasno. Ker morda bodo zaradi svojega ugleda pri nemuslimanih začeli se malo poboljševati. Ker jih zagotovo ne zanima, ko jim mi svetujemo. Zagotovo jih ne zanima, ko jim svetujejo imami, ko jim svetujejo drugi moški. Ne zanima jih, kaj se govori v naših skupnostih. Morda jih morajo kot odgovornosti poklicati nemuslimani, da bi se spremenili, tudi če je to samo zaradi zaščite lastne podobe. Ker to je tisto, kar jih zanima. Veš, mar jim je za svojo podobo. Lahko samo rečem, ženska, stojim ti ob strani.
In mimo grede, pozdrav Stop the Invasion, ki mi je to tweetnil. Tako da sem to videla in ta video mi je res všeč. Ker ja, tukaj smo, da opozarjamo in pomagamo gibanju islama, tako da vsem povemo, kaj se tam v resnici dogaja. Zato to delite z nekom, ki bi moral slišati to sporočilo. In še enkrat pohvala tisti neverjetno pogumni mladi ženski, ki je pripravljena povedati, kar si mnogi ne upajo, da je ta sistem globoko pokvarjen in da je vabilo ter sprejemanje ljudi brez dejanskega reševanja problema izjemno, neverjetno problematično. Ne pozabite na tisto dekle v celici, ki je bila tako ponosna na to, kar se je dogajalo, zdaj pa je ujeta v nekaj groznega, z razkritimi lasmi. In ne pozabite na opozorila te ženske, ker ponovno ne prihajajo od zunaj, prihajajo od nekoga znotraj, ki pravi, da to ni v redu. Zlorabljajo. In jaz ji vsekakor z velikim zanimanjem prisluhnem. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.